Policisti opozarjajo na nove oblike spletnih prevar. Prevaranti se izdajajo za najemodajalce, iskalcem stanovanj pa postavljajo nerazumne pogoje, denimo plačilo varščine še pred ogledom stanovanja. Pogovarjali smo se s Kranjčanko, ki že eno leto išče novo najemno stanovanje, v tem času pa so jo skušali kar 3-krat prevarati. Danica Jovanovič. Leto dni mineva, odkar je Mirjana Majzelj začela intenzivno iskati novo najemno stanovanje. Kar težko je najti nekaj primernega, pa po primerni ceni. Med drugim pa naletiš tudi na razne spletne prevare, sicer sem naletela na 3. V prvem primeru je oglas za stanovanje našla na Bolhi, nato pa se z domnevnim najemodajalcem prek e-pošte začela dogovarjati za ogled. Sporočilo je bilo v polomljeni slovenščini, nikakor nisem pa prišla do številke od tega gospoda. On mi je ni poslal mi je pa kao svojo osebno izkaznico. Kakor da je pač on verodostojen. Kopijo osebnega dokumenta je nato zahteval tudi od nje, prav tako plačilo varščine še pred ogledom stanovanja. Gospod je od mene zahteval 600 evrov varščine preko Western Uniona, ampak jaz sicer nisem padla na to foro, ker enostavno v praksi ni tako, da ti moraš plačati preden pogledaš, ne. Da je za tovrstne spletne goljufe značilna prav komunikacija po elektronski pošti ter izkazovanje verodostojnosti s kopijami dokumentov, potrjujejo na policiji. Lani so obravnavali 60 prijav, leto dni predtem 10 manj. Približno 5 oglasov mesečno skušajo prevaranti objaviti tudi na portalu nepremičnine.net. Tam sicer vse oglase pred objavo preverijo, pojasnjujejo upravljalci platforme, prevarantom pa tako večinoma onemogočijo objavljanje lažnih informacij. Zaradi iznajdljivosti goljufov se kakšen oglas njihovemu nadzoru izmuzne, še opozarjajo in dodajajo, da uporabniki sporne oglase vedno lahko tudi prijavijo. Veliko prevar oziroma poskusov prevar se dogaja v skupinah po družbenih omrežjih. Kot je razvidno s fotografij, so prakse goljufov prav takšne, kot so jih opisali naši sogovorniki. Spet je bilo taka polomljen odgovor v slovenščini. Malo se mi je sanjalo, da to ni gospod Andrej Novak, ampak v redu, vse nuno. In tudi ta je zahteval plačilo vnaprej. Nov poskus prevare na podoben način je nato doživela še enkrat. Najhuje pa je bilo, pravi Majzelj, ko je kmalu po prvem poskusu prevare doživela še zlorabo identitete. Na Facebooku je namreč zasledila lažni profil s svojim imenom in priimkom. Ena je napisala, da pač Mirjana Majzelj je prevarant, oddaja stanovanje, kot je bila pa prevara na njeno mamo. Sicer je pol moja kolegica itak spodaj komentirala, da to nisem jaz, da jaz tudi iščem nepremičnino. Lažni profil, sumi Majzelj, je ustvaril isti prevarant, ki je od nje, poleg vnaprejšnjega plačila varščine, zahteval še kopijo osebnega dokumenta. Primer je prijavila tako družbeni platformi kot policiji.